Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige, Telemach, prisrčen pozdrav z Kidričevega, prisrčen pozdrav z športnega parka Kidričevo, kjer domuje Aluminij in kjer bomo pospremili prvo sobotno tekmo 15. kroga slovenskega državnega prvenstva. Obračun Aluminij Domžale, zelo pomembna tekma za ene in za druge. Domžalčani so se v zadnjem obdobju, ne moremo reči, dvignili po lestvici, so se pa dokopali do pomembnih točk, ki so jih približale 9. mestu, medtem ko je Aluminij na zadnjih 4 tekmah imel zelo zahteven razpored, dvakrat remiziral in dvakrat izgubil in zdaj znova išče nek priključek z zgornjim delom lestvice. Najprej bomo seveda preverili, kaj vse smo že doživeli v tem krogu že včeraj. Skok je tu dobil Kahvič, zdaj pa ima priložnost Felicio. Felipe Felicio, situacija 1-1 in Rozman se je izkazal z obrambo. Wisdom Sule tudi z nekaj sreče, zdaj že v kazenskem prostoru. Priložnost za Suleja, Matičič na pravem mestu. V odločilnem trenutku je tu Sulej, vsaj tako se je zdelo. Na desno stran Feta, vse stranski v tej sezoni. Matičič je spet nekoliko zastal in tule zdaj kazen, 11 metrovka. Še enkrat smo videli podajo v prostor pri domačinih, kot že ničkolikokrat na tej tekmi. 28. minuta, 11 metrovka za Aluminij. Sajtovski zanesljivo, Aluminij v 28. minuti do vodstva z 1-0. Ja, zdaj bo tekma povsem drugačna. Vsekakor bo o tej napaki razmišljal gostujoči vratar, gostje se bodo morali vrniti, domači pa slavijo vodstvo. Proti svojemu nekdanjemu klubu je prišel do 8. zadetka v tej sezoni. Sajtovski vratarja je poslal na tla v vratarjevo levo, žogo pa zanesljivo v nasprotni del gola. Brez možnosti je bil, čaka na priložnost Adriano Blodek, Domžalčani pa med tem v napadu. Tretji strel v okvir gola, če ali lahko to kaznujejo gostje. Nekaj premalega natančnosti pri kontaktih, potem pa strel, ko je vratnica rešila Rozmana, neverjetno tam. So znova lahko zelo konkretni. Faje, tu se ni zavedal, kje je Sajtovski. Wisdom Sule in Matičič, sijajno obrambo. Je našel Suleja, Sule v kazenskem prostoru. Sule do strela in Matičič se je izkazal z obrambo. Kot za Aluminij. Koderman, Sule in gol! Ni dvignjene zastavice, veselje med šumarji. Wisdom Sule se veseli, omenjal sem, da še kako potrebuje zadetek, da si znova povrne samozavest. Danes se je sicer zelo trudil, zares garal, mi zdaj čakamo, če je bilo tu vse čisto. Čakamo na ponovljen posnetek. Tu je Wisdom Sule, ki slavi svoj 3. gol v sezoni. Poglejmo, uigrana kombinacija, ne, ni prepovedanega položaja. Milič je ohranil Suleja aktivnega in Koderman tisti, ki bo tu upisal asistenco. V nevarnem napadu Feta, krasno preigravanje Fete. Feta močno pred gol, Barnabas Tani, žoga ni šla v gol, kot so si predstavljali. Tekma bi lahko bila dokončno odločena, pa še napad za Aluminij, padec in še druga 11 metrovka na tekmi. Veselje na klopi Aluminija pri pomočnikih Jure Arsiča, kot da so že dosegli zadetek, zavedajo se pomembnosti tega trenutka. Srečanje dokončno odloči Feta ali Matičič. Feta zanesljivo, 3-0 v 78. minuti in zdaj mislim, da že lahko rečem, da
bo Aluminij po tem krogu pri 21 točkah, Domžalčani pa bodo ostali pri 9. Behar Feta, njegov 4. zadetek v tej sezoni. Veselje domačinov, takole Feta, čakal je na sredini Matičič. Dvakrat so ga pri Aluminiju ugnali. Žoga je potovala v stran od gola, no vseeno gre Šabanagič na ogled posnetka, tako da se bo zaključek že odločene tekme vseeno zavlekel. 3 minute dodatka so sicer sodniki odmerili. To je že pokazal Bojan Mertik, tu pa bomo zdaj videli. Ja, zdaj je debata o probu igrišča. Tonči Žlogar zdaj mislim, da niti ne želite 11 metrovke, če ga prav razumem. Razburjenje pri Domžalčanih. Je pa res bilo vidno tu, kam je šla žoga, kam se je odbila. Že na igrišču. Zdaj seveda še sprejeta odločitev, pa poglejmo, kaj bo pokazal Šabanagič. 11 metrovka. Bil je dobro postavljen. Poglejmo zdaj priložnost za častni gol. In Rozman na pravem mestu, potem pa po odbitku Rantuša Lamprecht. Pa poglejmo, če se lahko morda VAR še enkrat umeša z morebitnim prehitrim vstopom v kazenski prostor. Mislim, da se s tem sicer nihče ne bo ukvarjal. 92. minuta, Rantuša Lamprecht torej za 3-1. Ampak vprašanje, če je še dovolj časa, da se karkoli zakomplicira. Ne, vse je bilo tu čisto z vstopom v kazenski prostor na prvi od 2 sobotnih tekem v tem krogu. Aluminij do zmage proti Domžalam. Wisdom, congratulations for your goal as a striker. You need goals and today you got one. What can you say about the match? Yeah, it's a very good game. We really prepare for this because our last 3 games we did not have a very good result. We lost against Celia and we lost against Bravo here, so it was very difficult. And for this game, we prepare very well. As for me, I've been really working hard, but I have not been scoring. For today game, I scored, and I'm very, very happy. I hope I will continue to score in every game, yeah, and help the team to be in good position. It's an international break. How important is for you to get a little bit of freshness? Yeah, it's very, very good and it's important. We have a very long time to prepare for our next game. So we have a little bit break. We will go and rest and refresh ourselves and come back against Koper. And I hope we will have good something against Koper. Thank you. Okay, thank you so much. Jure Arsič, dokazali ste tudi v svoji ligi, da lahko zelo zanesljivo igrate na zmago. Danes zelo dobra predstava, predvsem zelo borbena. Ostali ste zvesti vse do konca temu svojemu pristopu. Sam sem vas slišal, da ste zahtevali napadalno igro, tudi ko je bilo 3-0. Kaj lahko poveste o današnji tekmi? Zelo sem zadovoljen z tem, kar smo pokazali, predvsem z vidika neke mentalitete, psihične izvedbe, želje, strasti. Do tega rezultata garali smo, v prvem polčasu izvedba ni bila na želenem nivoju. Smo v določenih trenutkih tudi trpeli, ampak nekako pretrpeli. Imeli tudi svoje situacije, tako da naučili smo se tudi teh zadev, rastemo. Vsekakor pa v drugem polčasu menim, da smo imeli kontrolo srečanja, da smo pokazali še več energije, da smo sistemske napake med polčasom definitivno analizirali in pa tudi zelo uspešno v drugem polčasu odpravili. Kar se pa tiče naše želje, take ne želim videti vsako tekmo in to je edini način, na katerega lahko mi funkcioniramo in zelo sem vesel teh 3 točk. Vemo, ko nekdo izgubi, ko nekdo zmaga, razpoloženje je povsem drugačno. Tonči Žlogar je kar s težavami sprejemal neke sodniške odločitve, ampak zdelo se je, da je bil kriterij enak za ene in za druge. Ste vi tudi dobili ta občutek, ko ste spremljali tekmo, da ste pač enostavno bili v ključnih trenutkih vi bolj zbrani?
Ja, jaz mislim, da vsak vidi zadevo po svoje. Prepričan sem, da Tonči v tem ni imel slabega namena. Je pa dejstvo, da verjetno vidiš drugače, ko si v situaciji rezultatski takšni ali drugačni. Tako da meni se je kriterij zdel podoben za obojne. Sigurno ni imel vpliva na končni rezultat in za nami je ena res dobra tekma. Prihaja reprezentančni premor tule na severovzhodu Slovenije, pa praktično prihaja, lahko rečemo, štajersko novo leto. Bo kakšen dan več prost zaradi tega, tudi zdaj zaradi tega rezultata? Bomo se sigurno spočili, nekih velikih časa za velik počitek tokrat ne bo. Izkoristili bomo čas tudi za eno prijateljsko tekmo vmes, kjer bomo probali še dodelati nekatere stvari, ki so se nam vmes porušile in vsekakor pričakati preostala tri srečanja in pokalno srečanje maksimalno pripravljeni in z željo, da osvojimo čim več točk. Osebnega martinovanja pa torej ne bo? Žal ne. Hvala. Rene, ni se izšlo z želenim rezultatom, prekinjena je ta serija brez poraza. Kako ste videli obračun? Najverjetneje vas predvsem boli to, da bi danes lahko z dobro kvalitetno predstavo skočili z zadnjega mesta na 9, pa tega niste uspeli izkoristiti. Res je, to bila naša želja, na to smo se na tekmo pripravljali. Ampak gledajte, imeli smo svoje šanse, na nič nismo imeli res izjemno šanso, nismo zadeli. Pol smo dobili gol po individualni napaki, pol smo spet imeli šanso, da iznačimo, se žoga ven odbila. Ampak mislim, da smo danes res naredili preveč individualnih napak, da bi danes tekmo zmagali. Tako da v bodoče je treba to popraviti in nadaljevati tam, ki smo ostali pred to tekmo. Vi ste dosegli zadetek, bili tudi izvajalec kazenskega strela, najverjetneje vse skupaj tudi po jezi v zaključku tekme, ampak vseeno gol neko bliž na rane. Pa res je, samo ta gol nič ne pomeni, na koncu smo izgubili, tako da treba zdaj se dobro regenerirati, spočiti, pa v teh 2 tednih pripraviti na naslednjo tekmo in gremo tekmo po tekmo in bomo na koncu točke seštevali. 11 metrovki za nasprotnika, morda tudi nek problem v zbranosti, ki ste jo že omenjali, te individualne napake in to, kako ste vi to občutili na igrišču. Vaš strateg je bil kar precej jezen ob robu tudi zaradi sodniškega kriterija. Ja, dobro, to vsak vidi drugače, sodniški kriterij, ampak jaz mislim, da smo preveč res teh individualnih napak naredili, tako da danes je Aluminij zmagal, tako da gremo dalje. Najlepša hvala. Hvala, srečno. Anton Žlogar, boleč poraz zagotovo. Sam bi dejal, da predvsem zaradi prevelikega števila individualnih napak pri vaših fantih, kaj bi bil nek razlog za to, kako ste vi sicer videli tekmo? Začeli ste jo dobro, potem pa je zbrano začela popuščati tam v drugem delu prvega polčasa. Ja, strenjam se, bolj kot poraz se mi je tudi žal te podobe, predvsem v drugem polčasu smo zelo slabo zgledali. Mislim, tekma je imela svojo pot, mi smo imeli prvo priložnost 100%, pri rezultatu 0-0, ko je Rozman obranil. Potem smo v zadnji minuti prvega polčasa imeli stativo, ko bi tekmo lahko recimo bi izenačili, bi imela spet drugačen potek. In po prekinitvi smo dobili ta zadetek, drugi polčas smo slabo zgledali, menjave nam niso prinesle nič dobrega, kvečemu je naša igra šla navzdol in ja, boleč poraz, sigurno. Ampak take oscilacije, ki se dogajajo pri nekaterih igralcih, so po moji oceni tudi stvar njihove mladosti, neizkušenosti oziroma tega, da se pač ta nihanja so normalna. In mi smo z Muro prejeli 3 zadetke, 2 po velikih napakah individualnih, danes ponovno prvi zadetek. Tako da škoda je, ampak bitka je izgubljena, vojna ni, gremo dalje. Imamo zdaj pauzo, 3 tekme so do konca, moramo strniti vrste in poskušati dobiti v zadnjih 3 tekmah čim več točk. Me tekma glava zelo vroča, tudi zdaj takoj po tekmi še 2 dosojeni 11 metrovki proti vam, tudi vi ste eno zahtevali. Težko gremo mimo sodniških odločitev danes z vašega zornega kota, kako ste vse skupaj pospremili kot trener? Ja, v redu, glave so vroče, jaz mislim, da na koncu dneva ni sojenje razlog, da smo mi tekmo izgubili, da je vidiš mogoče stvari ali pa jih razumeš z klopi drugače kot so, ne vem, treba pogledati posnetke, ampak nisem tukaj, da bi sojenje komentiral, niti mislim, da ne smemo gledati, da je sojenje razlog za našo podobo in naš poraz danes.
Morda pa razlog predvsem odsotnost Harisa Vučkiča, neka mirnost, ki bi prišla še kako prav z izkušnjami, ne? Pa tudi ta hitrost Mlakarja, ki jo je imel v napadu, to se je poznalo danes. Predvsem na takšni tekmi, ko je možnost, da se skoči z zadnjega mesta. Ja, absolutno. Mi smo danes, predvsem se mi zdi, da smo delovali energetsko precej prazni v primerjavi z ostalimi tekmami. Sigurno smo zdaj imeli eno dobro serijo pozitivnih rezultatov. Ko loviš ostale ekipe pred sabo, sigurno se prazniš tako fizično kot psihološko. Danes smo bili z tega vidika prazni, tudi za potem delati menjave v drugem polčasu. Sigurno Haris nam je ogromno manjkal nam je ogromno Luka Mlakar, ker smo potem iskali druge rešitve, tudi poskušali izmenjavo sistema, ampak danes praktično, predvsem v drugem polčasu, ni bil naš dan. Najlepša hvala. Hvala.